Danes v Pomurskem dnevniku. Mura proti Bravu. Varnost v prometu. Digitalni boni. Prekinitev nenujnih operacij. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Sredin dvoboj z Olimpijo se ni razpletel po soboških željah. Mura je namreč v letu 2022 zakorakala s tesnim porazom. Časa za obžalovanje ni bilo, državni prvaki pa že odštevajo ure do nedeljskega obračuna z Bravom. Po Ljubljančanih z Ljubljančani. Poraz proti Olimpiji je sprva v ekipo črno-belih prinesel nekaj obžalovanja, saj priložnosti za zadetek ni bilo malo. Sigurno da je bilo obžalovanje, ker smo imeli dosti priložnosti, da bi prišli celo do pike, če ne pa 3, ampak kaj je tu, moramo iti skozi to in se pripraviti na novo tekmo. Tako kot Olimpija je tudi rumena zasedba iz Šiške tekmec Mure za mesta, ki prinašajo evropske vozovnice. Bobičanec opozarja, da je pred črno-belimi nova zahtevna preizkušnja. Priprava je sigurno ista kot za vsakega nasprotnika. Naredili bomo analizo, vemo, da so dosti dober nasprotnik, dosti dobro sezono imajo za sabo in mislim, da bo dosti težka tekma. Mura je proti Bravu do zdaj v prvi ligi odigrala 10 tekem. Vse tekme pa so bile zanimive in polne golov. Vemo, da vsaka tekma z njimi je bila zelo zanimiva, bilo je dosti golov, samo zdaj pod zadnje ni toliko, ampak mislim, da so dobro se postavijo na igrišču, sedijo s tem blokom in poskušajo na kontre ugroziti nasprotnika. Ker pa je novi trener v ekipo črno-belih vnesel dodatne in sveže zamisli, Bobičanec z veliko mero optimizma gleda proti nedeljski tekmi. Moramo narediti analizo, kako se oni pripravljali, če so mogoče kaj menjali sistem, ampak moramo biti vztrajni in ne biti brezglavo in vsak napad poskuša čim boljše zaključiti. V ekipo Mure je v prestopnem roku prišlo kar nekaj mladincev. Priprave v Turčiji so tako poskrbele tudi za zbliževanje igralcev in spoznavanje načina igre. Trener je bil že dolg čas z nami, pred tem, ko je postal glavni trener, mi smo tudi, da mu pomagamo. Ekipa je odlično, vsi smo se spoznali do konca s temi novinci in mislim, da moramo samo dalje iti tak in da bomo čim boljši do kraja sezone. Muraši bodo tako v nedeljskem popoldnevu gostili še drugega prvoligaša iz prestolnice. V Fazaneriji bo namreč v 15. uri gostoval Bravo. Stanje prometne varnosti se je v lanskem letu na pomurskih cestah poslabšalo. O tem se bomo danes pogovarjali z vodjo sektorja uniformirane policije na policijski upravi Murska Sobota, Borutom Kocetom. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Varnost v prometu je iz leta v leto drugačna. Kako se stanje prometne varnosti na pomurskih cestah v lanskem letu lahko primerja s stanjem v preteklih letih? Kot ste že sami opisali, stanje prometne varnosti v Pomurju se je v primerjavi z preteklim letom, se pravi 2020-2021, dejansko v lanskem letu res poslabšalo. Vendar k temu je potrebno dodati, da pa če ocenjujemo dalj časa trajajoče obdobje, recimo zadnjih 10 let, pa se stanje prometne varnosti linearno izboljšuje, vendar vedno počasneje. Pa so posledice prometnih nesreč ostale podobne ali se je kaj spremenilo? Je mogoče več materialne škode, več telesnih poškodb? V 860 nekaj več prometnih nesrečah lanskega leta je umrlo 9 udeležencev cestnega prometa v 8 prometnih nesrečah. 38 je bilo hudo telesno poškodovanih in pa nekaj čez 300 lahko telesno poškodovanih. Res je številka mrtvih udeležencev bistveno višja od let nazaj 2019, 2018 in tako, vendar upamo pa ocenjujemo, da je to zgolj eno nesrečno leto in predvidevamo, da bo stanje prometne varnosti v prihodnje zagotovo ugodneje. Kaj pa je po vašem mnenju tisti razlog za hujše nesreče v Pomurju? Ja, vedno so vzroki prometnih nesreč neupoštevanje pravil cestnega prometa. Se pravi, na upoštevanje ali neupoštevanje pravil cestnega prometa v največji meri vplivamo posamezniki, udeleženci cestnega prometa, vozniki pa tudi drugi. In še vedno nekako na neslavnem prvem mestu je najpogostejši vzrok prometnih nesreč vseh in pa tudi tistih najhujših vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Takoj zatem je nekako neustrezna stran in smer vožnje in pa neupoštevanje pravil o prednosti.
Kako pa je v Pomurju poskrbljeno za tisto najbolj ogroženo kategorijo udeležencev v cestnem prometu, torej za kolesarje in pa pešce? Ja, ravno lansko leto so ravno ti udeleženci pešci in pa, mi jih poimenujemo vozniki enoslednih vozil, s katerim zajemamo voznike koles s pomožnim motorjem, mopedov, motornih koles. Ravno ti udeleženci so bili lansko leto najbolj ogroženi. In ti eni in drugi udeleženci so nekako tudi najšibkejši udeleženci cestnega prometa. In že neka splošna pravila cestnega prometa oziroma načela cestnega prometa zavezuje druge udeležence, ki vozijo motorna vozila, da so do teh udeležencev, šibkejših udeležencev, posebej pozorni, posebej previdni in njim je dati potrebno malo večjo pozornost. Zdaj pogosto v policiji organizirate različne akcije, bi katero mogoče posebej izpostavili? Ja, policija deluje tako kot nadzorni organ cestnega prometa, da tekom celotnega koledarskega leta v določenih periodah, tedenskih, 14-dnevnih, se fokusira na določene segmente cestnega prometa. Se pravi, v obdobjih dajemo večji poudarek nadzora, naprimer nadzoru psihofizičnega stanja udeležencev cestnega prometa, potem v naslednjem obdobju področju vožnje z predpisano hitrostjo, potem se fokusiramo na določene vrste udeležencev, recimo voznike enoslednih vozil, pešce ali kaj podobnega. In ravno ta teden območje celotne države, tudi v Pomurju, se izvaja poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil, kjer vsi policisti, ki izvajajo nadzor cestnega prometa, se posebej temeljiteje osredotočijo na nadzor te vrste udeležencev. Se morda v tem letu ostalim akcijam pridružuje kakšna nova? Ja, mogoče bi omenil, da zaradi COVID situacije zadnjih 2 letih in raznovrstnih omejitev in prepovedi smo nekoliko zmanjšali naše proaktivne, preventivne aktivnosti in v letošnjem letu ponovno imamo namen se bolj osredotočiti na voznike enoslednih vozil, se pravi voznikov motornih koles, ki so prav tako pogosti udeleženci cestnega prometa in pred nami so pomladni, poletni meseci, ki bodo prinesli pogosto udeležbo teh voznikov na cestah in z raznovrstnimi društvi na območju Pomurja in pa z drugimi institucijami nameravamo izvesti več preventivnih aktivnosti z namenom, da te udeležence, da pri njih dvignemo ozaveščenost okrog spoštovanja pravil cestnega prometa in da na ta način vplivamo na višjo varnost cestnega prometa. Kakšen pa je vaš nasvet za naše gledalce, kako biti varen v cestnem prometu? Je mogoče apel za vse udeležence cestnega prometa. V prometu se obnašajmo umirjeno, preudarno, strpno, kulturno, spoštljivo do drugih, tako da zagotovimo vsi skupaj, da bo promet potekal pretočno, brez ovir in pa predvsem brez prometnih nesreč. Gospod Kocet, hvala za vaša pojasnila in odgovore. Hvala lepa. Digitalni boni, do katerih bodo upravičeni dijaki, študenti in starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev, bi lahko zaživeli že meseca maja. Vse je odvisno od sprejetja zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki pa se bo v Državnem zboru sprejemal šele marca. Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije, je včeraj na novinarski konferenci povedal minister Mark Boris Adrianič. Vlada je namreč sprejela predlog zakona digitalne vključenosti. Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim bomo lahko že letos zagnali največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. Ker znanje brez ustrezne računalniške opreme ni dovolj, zakon uvaja tudi možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme. Zakon pa naj bi prispeval tudi k digitalizaciji šolskega procesa in pa pomoč starejšim od 55 let. Največji zaostanek beležimo pri starejših od 55 let, saj jih ima zgolj 32% osnovne digitalne kompetence. Prav zato smo pripravili zakon, ki nam bo omogočil preboj med najbolj digitalno vključujoče evropske družbe. Predlog zakona predvideva tudi digitalne bone. Že letos želi vlada z bonom v vrednosti 150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme. Tekom pandemije se je namreč pokazalo, da številne slovenske družine nimajo dovolj zmogljive računalniške opreme. Ta problem je še posebej pereč pri družinah z več otroki. S predlaganim zakonom želimo to vrzel čim prej premostiti.
Minister pričakuje, da bo državni zbor sprejel ta zakon po nujnem postopku že marca. To bi pomenilo, da bi lahko upravičenci začeli unovčevati digitalne bone že maja. Več pa v oddaji Aktualno ob 18:15. V Mursko-Soboški bolnišnici število obolelih zaposlenih še vedno narašča, predvsem tistih v zdravstveni negi. Z današnjim dnem bodo zato začasno znova zmanjšali obseg operacij. V splošni bolnišnici Murska Sobota trenutno zdravijo 64 covidnih bolnikov, od tega 10 na intenzivni enoti. Bolnišnica ima zapolnjene tudi preostale zmogljivosti za zdravljenje necovidnih bolnikov. Zaradi okužbe s COVID-19 je odsotnih 80 zaposlenih, od tega kar 46 v zdravstveni negi. Z današnjim dnem tako začasno znova zmanjšujejo obseg operativnih posegov, izjema so rakave bolezni, nujna stanja, stanja nosečnosti in otroci. Pacientom se opravičujejo in prosijo za razumevanje. Avstrijska vlada se je v torek odločila, da bo kljub trenutnemu vrhu okužb s koronavirusno različico Omikron sprostila ukrepe za zajezitev okužb. Odprava pogoja 5C bo od jutri naprej veljala tudi za storitve, kjer prihaja do tesnega telesnega stika. Avstrijska vlada se je odločila, da bo kljub trenutnemu vrhu okužb s koronavirusno različico Omikron sprostila ukrepe za zajezitev okužb. Že predhodno so napovedali, da od sobote dalje pogoj 5C ne bo več veljal za trgovine, muzeje in knjižnice. Še naprej pa bo v teh primerih veljala obvezna zaščitna maska vrste FFP2. Avstrijski gostinski lokali pa se bodo morali še naprej zapirati ob 24. uri. Vlada naših severnih sosedov je odpravila tudi omejitev števila prisotnih na prireditev. Za prireditve sicer še naprej velja pravilo 5C in uporaba zaščitne maske, tako na prostem kot v notranjih prostorih. Pogoj 5C pa boste morali odslej izpolnjevati tudi, če se odpravljate v frizerske salone v Avstriji. V Šalovcih že potekajo gradbena dela za ureditev krožišča. Zdaj na občini zbirajo predloge za izgled. Kaj pravi župan, pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko, v Lendavi in v Radencih namerili 7 stopinj, v Murski Soboti pa 5. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo na severozahodu pretežno jasno, drugod bo občasno pretežno oblačno. Pihal bo vzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli -3, dnevne pa okoli 6 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo v srednji in južni Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, nekaj sonca bo na severovzhodu. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do 1 stopinje, čez dan pa od 6 do 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.